Dober dan. Lepo pozdravljeni na drugi redni seji občinskega sveta občine Kamnik. Zdaj, predno začnemo, bi jaz predlagal, da nekako povzamem delovanje občinskega sveta oziroma delovanje, kako se glasuje in kako občinski svet deluje. Med nami namreč 15 novih svetnic in svetnikov, ki najbrž še niste seznanjeni, zato bi samo na kratko prebral, povzel delovanje občinskega sveta, da bomo vsi v naslednjih 4 letih vedeli, zakaj in kako se bomo lotevali teh stvari. Kot prvo bi upozoril, da kartico vstavite v glasovalno napravo. Da preverite, če zadeva deluje brez napak, vam mora svetiti zelena lučka. Če med sejo odhajate iz sejne dvorane, je potrebno kartico izvleči, enako ravnate, ko je odrejen odmor. Kartico vedno ob koncu seje pustite na mizi. Na seji se najprej preverja sklepčnost. Na tem mestu tudi naznanim, kdo od svetnic in svetnikov je odsotnost upravičil, zato prosim Katarini Kristini Zabavnik sporočajte, če se posamezne seje ne boste mogli udeležiti. Po ugotavljanju sklepčnosti se vedno potrdijo zapisniki prejšnjih sej. Če je podana pripomba na zapisnik, se glasuje najprej o pripombi, nato pa še o zapisniku v celoti. Glasovanje se začne, ko rečem glasujmo. Glasovanje poteka 10 sekund. Ko je zaključeno, povem, da je glasovanje zaključeno. Nato sledi sprejem dnevnega reda. Najprej se obravnavajo predlogi za razširitev dnevnega reda, ki so vam posredovani skladno s poslovnikom. Predlagatelj vloženega predloga za razširitev se mora na tem mestu prijaviti k besedi in obrazložiti razlog za razširitev. Obravnavi predlaganih razširitev sledi obravnava predlogov za hitri ali skrajšani postopek in umik. Če umik predlaga predlagatelj, se o umiku ne glasuje, sicer pa. Pred sprejemom dnevnega reda v celoti se lahko predlaga še spremembo vrstnega reda obravnave točk. Pri obravnavi dnevnega reda lahko svoje stališče o predlogih povedo svetniške skupine, torej eden od članov svetniške skupine ter samostojni svetniki in župan, če ni predlagatelj. Predlagatelj ima na koncu ponovno možnost obrazložiti svoj glas, svoj predlog. Vsi govorniki so omejeni na 3 minute. Ko čas poteče, se mikrofon izklopi. Koliko časa še imate, lahko vidite na ekranu, ki je za menoj. Nato se o posameznih predlogih glasuje. Pri obravnavi točke dnevnega reda je obravnava širša. Vsebino najprej predstavijo poročevalci, nato se odpre razprava. Če se želite prijaviti k razpravi, to storite takoj, ko odprem razpravo za posamezno skupino razpravljavcev. To so praviloma najprej delovna telesa, nato svetniške skupine, svetnice in svetniki ter na koncu še kdo. Razpravljavce za druge primere določa poslovnik. K razpravi se prijavite tako, da pritisnete tipko prijava, počakate, da ste na vrsti in vam Kristina vklopi mikrofon, vam pa se ni potrebno ponovno prijavljati in avtomatsko dobite besedo. Pri razpravi so praviloma najprej na vrsti delovna telesa, k razpravi se lahko, ni pa obvezno, prijavi predsednik oziroma drug član delovnega telesa, če tako določi delovno telo. Sledi razprava svetniških skupin, ko se lahko prijavi eden od članov svetniške skupine. Kdo to bo, če sploh se dogovorite med sabo svetniške skupine. Samostojni svetniki na tem mestu ne morete razpravljati. Sledi razprava svetnic in svetnikov, nato pa pojasnila predlagatelja oziroma poročevalcev, če je potrebno. Temu sledi še kdo, kjer se prijavijo svetnice in svetniki ter ponovno pojasnila predlagateljev oziroma poročevalcev. Razprava je omejena na 10 minut, razen če oziroma ko občinski svet odloči drugače. Razprava pod še kdo pa je omejena na 3 minute. Ko je končana razprava, bom to oznanil. Takrat se pride samo še na glasovanje o predlaganem sklepu. Točka se zaključi, ko je zaključeno glasovanje o vseh predlaganih sklepih. Predlagam, da naredimo eno testno glasovanje. Torej, testno glasovanje, se pravi, smo za to, glasujemo. Kdo je za? Kdo proti? Izpis se na koncu po 10 sekundah izpiše tukaj za mano. En je bil proti. Torej, za zelena tipka, proti rdeča, vzdržan
pa sredinska. V redu. To je bilo na kratko, tako da jaz mislim, da je to koristno za tiste, ki ste novi, tisti stari svetniki, imate prakso iz prejšnjih let, tole pa za vse nove, jaz mislim, da bo dobrodošlo. Jaz mislim, da sem povedal bistvene zadeve, če pa so še kakšne nejasnosti, bomo pa sproti razreševali, lahko pa se obrnete tudi na strokovne službe občinskega sveta, ki je predvsem Kristina Zabavnik, pa mislim, da bomo tudi drugi priskočili na pomoč. Zdaj bomo pa začeli z današnjo sejo. Najprej bomo ugotovili sklepčnost. Prosim vas, da pritisnete zeleno tipko. Od 28 članov občinskega sveta je na seji prisotnih 27 članov, odsotnosti je opravičil Grega Zorman, torej ugotavljam, da je občinski svet sklepčen in lahko začnemo z delom. Lepo pozdravljam tudi gospoda Antona Iskro, ki mu boste danes potrdili mandat svetnika. Prosim vas, da izključite mobilne telefone. Rojstni dan je od zadnje seje praznoval gospod Božo Pilej, kateremu izrekam vse najboljše. Zdaj pa prihajamo na potrditev zapisnika prve konstitutivne seje občinskega sveta z dne 19. decembra 2018. Zapisnik je objavljen v gradivu številka 2. Ima kdo pripombo na zapisnik? Če ne, prihajamo na glasovanje. In o sklepu, in sicer občinski svet sprejme zapisnik prve konstitutivne seje občinskega sveta z dne 19. decembra 2018. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 26 svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je zapisnik sprejet. Sedaj prihajamo na predlog dnevnega reda, ki je bil objavljen v gradivu številka 2. Ima kdo predlog za razširitev? Besedo dajem gospe Ivanki Učakar. Hvala za besedo. Vsi pozdravljeni, vsi skupaj, vsak zase. Predlagam razširitev dnevnega reda naše današnje druge seje pri točki volitve in imenovanja. Zakaj? Šele zdaj na seji. Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja je na svoji prvi redni seji včeraj 1.8.19 obravnavala prispele predloge za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v svet lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Osrednja Slovenija Vzhod. Obravnavala je vlogo sveta Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik z dne 21.12. za izdajo soglasja k imenovanju direktorja javnega zavoda ter obravnavala poročilo občinske volilne komisije o postopku za nadomestitev člana občinskega sveta z dne 7.1. Glede na datume seveda gradiva ni bilo možno pravočasno uvrstiti v dnevni red seje, zato predlagam razširitev dnevnega reda seje, druge seje pri točki volitve in imenovanja. S temi je sklepi. Sklep o imenovanju predstavnika lokalne skupnosti v svet lokalnih skupnosti Center za socialno delo Osrednja Slovenija Vzhod. Sklep soglasje k imenovanju direktorja javnega zavoda Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik in sklep o potrditvi mandata naslednjemu izvoljenemu članu občinskega sveta občine Kamnik. To je to. Želi kdo predstaviti stališče? Če ne, prihajamo na glasovanje o razširitvi. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je za predlog razširitve glasovalo 27 svetnic in svetnikov, proti nihče, in ugotavljam, da je predlog sprejet. Ima še kdo? Želi besedo za razširitev?
Hvala za besedo. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. V uradnem listu številka 80/18, ki je bil objavljen 7.12., so bile objavljene spremembe nekaterih predpisov, ki vplivajo na uvrstitev zaposlenih v plačne razrede. Prav tako določajo nekaj poimenovanj delovnih mest. Na tej podlagi je bil sprejet tudi aneks k kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja. Ta določa, da morajo zavodi sistemizacije uskladiti z aneksom najkasneje v 45 dneh od uveljavitve. To pomeni, da je skrajni rok za spremembo sistemizacije 21.1. Vrtec je po uveljavitvi teh sprememb pristopil k spremembi sistemizacije, ker pa je pač zadeva kompleksna, vrtec ima veliko delovnih mest, pravočasno pač tega dokumenta do objave oziroma posredovanja vabila vrtec ni mogel pripraviti, zato se vlaga kot razširitev dnevnega reda druge seje. Hvala. Želi na razširitev kdo predstaviti stališče? Če ne, prihajamo na glasovanje. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je za predlog razširitve glasovalo 27 svetnic in svetnikov, proti nihče. In ugotavljam, da je predlog sprejet. Ima kdo predlog za umik kakšne točke? Ne? Potem prihajamo na spremembo vrstnega reda obravnavanih točk. Ima kdo predlog za spremembo? Če ne? Če ne, prihajamo na glasovanje o dnevnem redu v celoti, in sicer na glasovanje dajem sklep: občinski svet sprejme dnevni red druge seje občinskega sveta. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je za glasovalo 27 svetnic in svetnikov, proti nihče, in ugotavljam, da je dnevni red v celoti sprejet.